Tokratni seminarski trojček v okviru cikla Kreativnost in vodenje ponavljamo že tretjič. To pa zato, ker na njem podajamo nasvete, kako lahko vodim organizacijo. Vendar človek ne more voditi organizacije, če ne zna voditi tim. In tudi tim boste zelo težko vodili, če ne boste znali najprej voditi sebe. In vsa ta tri področja bomo pokrili na tokratnem srečanju. Mojemu predavanju in delavnici je naslov Kako vodim sebe. Vsak dober vodja naj bi se najprej naučil obvladovati samega sebe. Na ta način je tudi bolj verodostojen, bolj skladen in mu drugi ljudje, predvsem ljudje, ki jih vodi, veliko bolj zaupajo in verjamejo. Kaj pravzaprav pomeni v praksi dobro voditi sebe? Za vodje je izjemno pomembno, da imajo določene stvari bolj ozaveščene, kot jih imajo morda drugi ljudje. Na primer, kaj pomeni ozavestiti določene stvari? Kaj pomeni pomagati sebi in drugim, biti pozoren na stvari, ki jih sicer počnemo avtomatično? Na primer, če rečem, kako zatohlo je tukaj notri. Ali je to poziv k akciji? Kaj pravzaprav želim s tem narediti? Veliko bolje bi bilo, veliko bolj aktivno, bolj ozaveščeno, če bi rekla, kako je vroče tukaj notri, odprla bom okno. Ali pa če bi rekla, Janez, prosim odpri okno, tako zatohlo je tukaj notri. Se pravi, gre za poziv k akciji, vem, kaj delam in vem, kaj želim s svojimi besedami doseči. Vkolikor pa ostane samo pri moji pritožbi, kako je tukaj notri vroče, nihče ne ve, kaj narediti, niti jaz sama. In problem ostane nerešen. Delo z ljudmi je najtežje, slišim pogosto. Pa je res tako. Kameleonu ni težko spreminjati barve, to mu je naravno. In tudi vodja mora biti neke vrste kameleon. Mora razumeti svoj tim in v kakšni fazi se nahaja, da najde pravi način do njih. Ker je 100 ljudi, 100 čudes, nam taki modeli pomagajo, da lažje najdemo pravi pristop. Tako za tim, kot za posameznika. Za njegovo motivacijo, za njegovo stopnjo usposobljenosti. In temu se vodja prilagaja kot kameleon, in da bo to čim bolj naravno, se bomo naučili na naši delavnici vodenje tima. Voditi organizacijo v današnjem vedno bolj kompleksnem okolju je težko. Uspešne organizacije so tiste, ki so inovativne, imajo zavzete zaposlene, motivirane zaposlene, ki so odporne na spremembe. Okej, to že vse vemo. Vprašanje je bolj, kako pa do takšnih organizacij. Da se, nekatere organizacije to že počnejo. Na seminarskem trojčku, kako vodimo sebe, tim in organizacijo, bomo govorili točno o tem, kako ustvariti dolgoročno uspešne organizacije.